Proti garažam pod tržnico, Plečnik gradi, Janković ruši, rešimo kulturno dediščino. To so zahteve protestnikov, ki so se zjutraj zbrali pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, da bi opozorili na nestrinjanje z gradnjo podzemne garaže na osrednji ljubljanski tržnici. Ministrstvo je namreč v postopku izdaje gradbenega dovoljenja mestni občini. Sicer je projekt še v javni razpravi, a če bi dobili gradbeno dovoljenje, to pomeni zeleno luč za začetek gradnje. Temu pa protestniki, na čelu katerih je Aleš Primc, tudi mestni svetnik in predsednik stranke Glas za otroke in družine, ostro nasprotujejo. Glavni argument je, da pričakujemo od uradnic in uradnikov, da delajo zakonito, da zaščitijo kulturno in versko dediščino in da ne dovolijo Zoranu Jankoviću, da bi uničil Staro Ljubljano s Plečnikom in tržnicami, stolnico in drugimi okoliškimi čudovitimi objekti Stare Ljubljane. No, na protest se je že odzval župan Janković. Očitno so v mestnem svetu ljudje, ki se na vse spoznajo, pravi. Prenova tržnice in gradnja podzemne garaže pod tržnico je sicer v Jankovićevem programu že 19 let od začetka njegovega županovanja. Tanja Volmut. Začelo se je z Zdravljico in nadaljevalo z argumenti proti garaži pod ljubljansko tržnico. Kakšna javna korist lahko upraviči uničenje ljubljanske stolnice in Plečnikovih tržnic? 200 parkirnih mest. A je 200 parkirnih mest lahko nadomestilo za našo identiteto? Kriminal. Ena beseda, kriminal. Garažna hiša na to mesto ne paše, da je to v bistvu center Ljubljane, kjer je zbrana, stoletna dediščina. To je neumnost, ki jo ni mogoče z ničemer primerjati. Tu je podtalnica. Gradnja bi povzročila premikanje tal, posledično poškodbe kulturnih in verskih spomenikov, so prepričani protestniki, ki so prišli tudi od drugod, Štajerske, Gorenjske. Uničiti vse, kar je še dobrega. Jaz ne razumem tega. Ne, vse proti 50-krat, pa 1000-krat sproti. Zakaj? Zato, ker bo se uničil. Lejte, Frančiškatova cerkev so čisto razrohljali. Izpred glavne stavbe Ministrstva za naravne vire in prostor so se protestniki odpravili čez cesto, kjer je direktorat za prostor. Tam je ravno tedaj potekala ustna obravnava za izdajo gradbenega dovoljenja. Protestniki so jim sporočili: Vaša prva naloga je, da spoštujete zakone. Nekateri so želeli prisostvovati. Kot je Primc sporočil, bi jih lahko zaradi prostorov le 8, a naj bi jih zavrnili. Z ministrstva pa odgovarjajo, da so omogočili prisotnost javnosti. Očitno pa je bilo interesa preprosto preveč, saj se prisotnost javnosti omogoča tudi glede na prostorske zmožnosti. In župan glede protesta. Očitno se je gospod Primc odločil, da ve tudi vse o tržnici, ne? In jaz temu ne komentiram, nikoli nisem komentiral, ima to pravico, ne? Pojasnjuje, da so načrti nekoliko drugačni. Umaknili smo se od stolnice in semenišča toliko stran, da ne posegamo več. Glede lokacije garažne hiše pa, ker je edina možna, če ćemo, da ta tržnica živi. Tako da jaz pravim, čakam gradbeno dovoljenje. Dejstvo je pa, da bo to šlo delo izjemno počasi, ne. Verjetno se bo delo to po delih, arheologija, treba začitati Marovo hišo. Prepričan pa je, da bodo gradbeno dovoljenje dobili.